Ali res nekaj nebanalnega ali banalnega ne bi mogli razrešiti drugače, kot da se prebere horoskop in na nas vpliva? A ni pravzaprav to predvsem ena ogromna zaušnica izrečena samemu sebi? Kot da si ne verjamemo dovolj dobro, si ne zaupamo in moramo prebrati nekaj drugega. Zakaj nisem za horoskope? Zato, ker pasivizirajo. Zato, ker že tako k lenobnosti naravnano človeško bitje v lenobnost pahnejo še malo bolj. Kot vedno, ne govorim o tem, ali nekaj obstaja ali ne. Ali nekaj deluje ali ne. Ker zdaj verjamem, da živimo, da je vse to odvisno od nas. Da s trenutkom, ko človek v nekaj verjame, to tudi obstaja in zanj deluje. Tukaj in zdaj vam samo skušam prikazati drugačen pogled in drugačen način mišljenja. S trenutkom, ko se mi na nekoga ali na nekaj opremo, prevzamemo to nastavitev. To pomeni, da avtomatično se malo pomirimo, prepustimo in pravzaprav postanemo vodeni, vsaj malenkost pasivni in odvisni. Horoskop je ne nujno pomoč, ampak je lahko, ne bom rekla predvsem, tega niste slišali, ampak je lahko tudi past. Bom skušala to strniti v 3 točke. Zakaj je to past? Prvič, zavedati se moramo, da ne glede na to, kakšna informacija pride od zunaj do nas, še posebej v obliki raznih napovedi, horoskopov in podobno, to je sugeriranje. To so sugestije, ki jih mi prejmemo vase in hočeš nočeš vplivajo na naš način mišljenja in delovanja v prihodnje. Vsaka informacija, ki na kakršenkoli način pride do nas, to je že upravljanje z našim umom, da bo ustvarjal vsebino, ki bo ležala v nas otisnila in bo ustvarila stvari, da se materializirajo v naši okolici. Ja, moram povedati, da tukaj pa je nekaj še slabše. Da celo tisto, česar se ustrašimo in kar nas zbode, špikne, kar nam je zelo neprijetno in v čemer nekaj prepoznamo in bi radi to hitro in čim bolj zares zbrisali in pozabili, da smo prebrali in videli in se hitro začnemo prepričevati sami sebe. Vse to ne drži, to je samo izmišljotina, tako ni pri meni, ne, nič ne bo, vse je v redu, z mano vse bo v redu. No, ravno takrat, ko nas popade ta strah, takrat to možgani zagrabijo še bolj. Druga stvar, subjektivnost. Tega se tudi ne zavedamo. Kolikokrat pomislite, ko preberete neko to vsebino, ki na vas vpliva, kdo je napisal? Koliko je v tem zapisu znanja? Kakšno je to znanje? Od kje prihaja in kakšna je ta oseba? Kakšno je razmerje njenega znanja in nekih njenih osebnostnih posebnosti, ki so v to vložene. In tretja stvar, nič ne gre v nič. Lahko še tako mislimo in se prepričujemo, da nekaj, kar smo prebrali slabega, neprijetnega, ne bo vplivalo na nas, ampak v resnici vpliva. S tem, ko prelagamo odgovornost in prebiramo razne napovedi, horoskope, prerokovanja, planete, s tem samo neprestano sebi dajemo zaušnico in si s tem izkazujemo nezaupanje. Dajmo verjeti in zaupati v svojo moč. Verjemite, da jo imamo v sebi. Dajmo se raje kot s horoskopi ukvarjati s tem, kako to moč v sebi okrepiti in pri tem ne ustvariti odvisniškega uma. Zavedati se moramo, da ne glede na to, kakšna informacija pride od zunaj do nas,